Danes v Pomurskem dnevniku nebo nad Pomurjem okrasili baloni. Posebna enota z akcijo varovanja meje. To so najmanj plačana in najbolj iskana dela. Vaš se vrača v Lendavo. Vreme, jutri oblačno z dežjem. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Balonarji so v ponedeljek končali državno prvenstvo. Prireditev, na kateri je sodelovalo 20 balonarskih ekip iz Slovenije, Avstrije, Poljske, Češke, Slovaške in Hrvaške, je bilo priznano kot odprto državno prvenstvo strani Letalske zveze Slovenije in FII tekmovanje druge kategorije. Balonarski klub Roto Balon klub iz Murske Sobote je bil organizator odprtega državnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni Murska Sobota 2018, ki je potekalo od 21. junija do 25. junija na letališču v Murski Soboti. Balonarji so se na tekmovanju preizkusili v več kategorijah, tudi v kategoriji Fly Out. To je za, lepe posnetke odlično, saj bodo vsi štartali iz enega mesta in potem seveda imajo določeni cilj, katerega morajo preleteti, ampak vedno gledamo, da je tudi več taskov v enem letu in tudi danes bodo še 2 taska. To je, da si pilot sam določi cilj in potem še en cilj, ki je določen ze strani komisije. Slovenski državni prvak v letenju s toplozračnimi baloni je postal Vito Rome iz balonarskega kluba Uranos. Drugi je bil Jernej Bojanović iz balonarskega kluba Vojnik in tretji Dejan Bozeti iz balonarskega kluba Bakovci. Idealni pogoj za letenje nekaj malega vetra, ne preveč, ne premalo. Ne sme biti dežja, ne sme biti megle, se pravi dobra vidljivost. Uravnavanje samega balona je pa predvsem po višini z temperaturo, se pravi zato imamo gorilce v balonu, da se grejemo zrak v balonu in na ta način lahko balon dejansko samo dvigamo oziroma spuščamo. Po smeri balona ne moramo spreminjati oziroma za spremembo smeri uporabljamo veter, ki je na različnih višinah različen. Tako po smeri kot po hitrosti. Bojanovića je nad letenjem z baloni navdušil njegov oče. Moj oče je začel cirka 20 let nazaj in kot mali otrok sem bil ves čas zraven, tako da ne bom rekel, da nisem izbire, ampak pač ti pride v kri. Koliko poletov je že za vami, se med seboj razlikujejo? Poletje je v bistvu vsak poletje unikaten, tako da bi 2 težko med seboj primerjal. Poletje sicer ne štejemo po ure, tako da sem nekje na 1300 urah. Aleš Švagelj iz balonarskega kluba Uranos je bil 4. in Rado Švagelj iz balonarskega kluba Roto Balon klub 5. Zmagovalec odprtega državnega prvenstva je postal Daniel Kunstering iz Avstrije, drugi je bil Ljubljančan Vito Rome in tretji Helmut Pöttler iz Avstrije. Avstrija je včeraj v Špilju izvedla dolgo pričakovano vajo varovanja meje v primeru prihoda večje skupine beguncev in migrantov na njena vrata. Na prikazu in preizkusu zmogljivosti je sodelovalo 500 policistov in 220 vojakov, med njimi tudi pripadniki nove enote za varovanje meje Puma, ki jo sestavlja 600 pripadnikov varnostnih sil. Že ob 8. uri zjutraj so ob precejšnji mednarodni medijski pozornosti preverili pripravljenost za ukrepanje nove enote za varovanje meja. Scenarij vaje spremlja večjo skupino migrantov, ki želi nelegalno prestopiti mejo iz Slovenije v Avstrijo. V zraku vojaški in policijski helikopterji, na tleh pa več 100 policistov in vojakov. Na vstop v Avstrijo za ograjo čaka množica migrantov, ki postaja vse bolj nestrpna. Na prizorišče zakorakajo pripadniki nove enote za varovanje meje Puma. Migranti se začasno pomirijo, a ne za dolgo. V pripravljenosti so policisti s psi, na pomoč pride še posebno vojaško vozilo 7,5 metra zaščitne ograje. S tem mejo v celoti zaprejo, dokler se zadeve ne umirijo in pričnejo s postopkom registracije beguncev. Meja se ponovno odpre.
Gre za vajo, ki si jo je poleg številnih medijev ogledal avstrijski politični in policijski vrh. Kje begunci v zadnjih tednih prečkajo mejo, Avstrijci ne dajo konkretnega odgovora. Zurzeit haben wir eine deutliche Verschiebung von der zentralen Mittelmeerroute an die östliche Mittelmeerroute. Das heißt, wir merken dort natürlich verstärkte Aktivitäten. Wir beobachten das ganz genau, versuchen sehr, sehr zeitnahe Lagebilder zu machen, versuchen natürlich auch dann mit unseren Freunden am Balkan entsprechend dort schon vor Ort ein weiter Vordringen zu verhindern. Po mnenju številnih napenjanje mišic, ki bi jih naši severni sosedje pokazali v primeru novega begunskega vala. Ich bin davon überzeugt, dass die heutige Übung nicht nur ein gutes Signal, ein wichtiges Signal nach innen wie nach außen ist, sondern auch notwendig ist, um sich vorzubereiten auf den Fall der Fälle. Znova in znova poudarjajo, da se scenarij iz oktobra 2015, ko so mejo prav tukaj prečkale množice migrantov, ne sme ponoviti. Und ich werde diesen 21. Oktober nicht vergessen, als Tausende hier über die Grenze marschiert sind, ohne dass sie jemand gefragt hat, woher kommt ihr, wohin wollt ihr. In Wahrheit hat Österreich für einige Stunden seine Souveränität verloren. Sporočilo je jasno. Avstrija nelegalnih prehodov meje ne bo tolerirala. Wir sind damit auf ein Szenario eingestellt und für Dinge vorbereitet, die überall, an jedem Teil unserer Staatsgrenze auftreten könnten. Ne le v Špilju, posebna enota za varovanje meje Puma je mobilna in pripravljena na vpoklic, kjerkoli bo potrebno. V celoti naj bi bila vzpostavljena šele septembra. Poletni meseci in šolske počitnice so čas za oddih od šole in zvezkov ter čas za počitek na soncu. Za tiste, ki pa si želijo zaslužiti kakšen dodaten evro, je to čas, ko je razpisanih največ prostih mest za študentska dela. Po podatkih Pomurskega študentskega servisa je presežek razpisanih del takoj po zaključku šolskega leta za dijake in študente. Dela, ki jih razpišejo različni delodajalci širom Pomurja, študentje in dijaki običajno hitro pograbijo, saj je po 1. juliju število prostih del zelo nizko in redko ostane še kakšno prosto mesto za zaposlitev. Na podlagi odredbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se je 1. aprila letos zvišala minimalna bruto urna postavka. Ta se je iz 4,61 evra bruto na uro povišala na 4,73 evra bruto na uro. Največ ponujenih del je pri nas v proizvodnjah širom Pomurja. V proizvodnjah iščejo tako moško kot tudi žensko delovno silo. V večini primerov niso potrebne predhodne izkušnje, je pa to vseeno zelo željen atribut. Ogromno ponudnikov dela išče dijake in študente iz določene stroke, saj si s tem poskušajo zagotoviti redne delavce, kot ti zaključijo šolanje. Ker delodajalci hočejo raznolikost, je dosti del razpisanih tudi v strežbi. Na servisu so nam povedali, da je to skoraj najmanj iskana služba strani študentk, te so namreč bolj zaželene kot pa študentje. Najbolj plačana dela so strokovna dela na določenih področjih. Tu zasledimo razna administrativna dela, dela v pisarnah, v marketingu in tudi v turistični panogi. Na teh razpisanih mestih iščejo izobražen kader za določeno stroko in jasno postavijo kriterije za možnost zaposlitve. Če izpolnjujejo kriterije, ima večina zaposlenih čez poletje v takih primerih prednost tudi pri redni zaposlitvi pri delodajalcu. Novi poskus spletne prevare, tokrat v povezavi s prometnimi prekrški v Italiji. Poglejmo. Policisti policijske postaje Murska Sobota so v minulem tednu pri rednem delu zaznali pojav poskusa spletne prevare na škodo gospodarske družbe, ki je v mesecu maju 2018 prejela pisno obvestilo o storjenem prometnem prekršku z vozilom v Italiji. Na pisnem obvestilu so poleg registrske tablice vozila bili navedeni tudi podatki v lastništvu vozila, vendar pa so logotip policije in ostali podatki o naslovu neresnični. Pod pretvezo storjenega prekrška na italijanskih cestah prevaranti od lastnika vozila zahtevajo plačilo kazni, ki jo mora poravnati na njihov račun. Policisti občane opozarjajo na previdnost, preverijo naj dokumente, ki jih prejmejo. Obenem naj ne komunicirajo storilci oziroma pošiljatelji tovrstnih obvestil. V primeru sumljivih okoliščin in ali v primeru finančne škode pa naj zadevo prijavijo najbližji policijski postaji. V Lendavi so potegnili prve kadrovske spremembe pred novo sezono, v kateri bodo odkrito napadli prvo ligo. Tudi zato bodo v novo sezono krenili prenovljeni in okrepljeni.
Finančna sredstva so zagotovljena, pri nafti pa imajo tudi prva dva novinca. Prvi od njiju dejansko ni novinec, ampak stari znanec nafte. V Lendavo se namreč vrača Arpad Vaš, ki je za Plave v preteklosti že igral in navduševal tudi med prvoligaši. Vašu se je iztekla pogodba z Muro, za nadaljne sodelovanje pa se obe vpleteni strani nista dogovorili. Vaš naj bi imel tudi ponudbe iz sosednjih Avstrije in Hrvaške, a se odločitev, da se vrne domov, vendarle zdi najbolj logična. Sploh v trenutku, ko se razmere v Lendavi zdijo dobro urejene. Drugi novinec pa prav tako ni neznanka v slovenskem nogometu. Gre za Roja Rudonjo, sina nekdanjega slovenskega napadalca in reprezentanta Mladena Rudonje. Ob tem velja omeniti tudi to, da je novo pogodbo in sicer za 2 leti podpisal tudi trener Franz Friedl. Se pa od dresa nafte poslavljata Marko Ilić in Liridon Osmanaj. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o odzivu Šimundže po včerajšnjem porazu Mure v pripravah v prvi slovenski nogometni ligi. Kaj je Šimundža povedal na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnim dežjem, več padavin bo v vzhodnih krajih, na Primorskem pa bo večinoma suho s krajšimi obdobji sončnega vremena. Kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju, pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli pretežno oblačno vreme, termometri so pokazali 19 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 16 stopinj, v Murski Soboti 18 ter v Lendavi stopinjo več. Jutri bo prevladovalo oblačno vreme z občasnimi padavinami. Več padavin bo v vzhodnih krajih, na Primorskem pa bo večinoma suho s krajšimi obdobji sončnega vremena. Še bo pihal veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 14 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele le do 21. V petek in soboto kaže na spremenljivo oblačno vreme, predvsem popoldne bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. Topleje bo. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 9 in 17 stopinjami, dnevne pa med 23 in 25 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.